Vpis novega člana. Novega člana vpišemo tako, da v segmentu Izposoja v vsebinskem sklopu Član izberemo metodo Nov objekt. Program nam ponudi prvo prosto številko članske izkaznice, ki jo potrdimo. Odpre se urejevalnik Član. V tem urejevalniku vpišemo podatke o novem članu, po potrebi jih kasneje v urejevalniku tudi spreminjamo. Podatki o članu so razdeljeni na posamezne skupine podatkov: splošno, šolanje, zaposlitev, članstvo in info. Podatki, katerih vnos je obvezen, so označeni z rdečo zvezdico. Šifrirane podatke, kot so na primer državljanstvo, spol, kategorija, izberemo v spustnih seznamih. Začnimo z vnosom člana. Knjižnica lahko tudi sama določi svoje obvezne podatke, na kar nas opozorijo tudi programske kontrole. Če želimo podatke o članu shraniti in še nismo vpisali vseh zahtevanih podatkov, dobimo takšno sporočilo. Članu je smiselno vpisati e-naslov za obveščanje. Takoj po vnosu bo član na vpisan e-naslov prejel sporočilo o vpisu v knjižnico in napotke za nastavitev gesla. Podatke o članu še pregledamo in jih shranimo z klikom na gumb v redu. Knjižnice v sistemu Cobiss so različne. Glede na njihove nastavitve se v tem koraku prikažejo programska sporočila, na primer glede vpisnice, terjatev, zapis o članu se shrani v bazo in se naloži v iskalnik. Zdaj lahko nadaljujemo z novimi postopki, na primer z izposojo gradiva na dom. Če je potrebno popraviti podatke o članu, vstopimo v urejevalnik z gumbom Uredi. Novega člana lahko vpišemo tudi z izbiro ikone plus v iskalniku Član.